Da bo novelo energetskega zakona, ki je bila škodljiva predvsem za podravske občine, težko izglasovati, je bilo jasno že na drugi obravnavi minuli četrtek. Takrat se je izkazalo, da ima novela zagotovljeno podporo poslancev stranke SMC, medtem ko so v Desusu napovedali neenotno glasovanje, pa so socialni demokrati podporo zavrnili. Glejte, najbolj na kratko, zmaga razuma nad norostjo, zlaganostjo in tudi škodoželjnostjo SMC-ja zlasti do Podravja. Pa osebno tudi ne razumem, kako pripadniki stranke Modernega centra, poslanke in poslanci z naših koncev so kljub temu to podprli. Poslanci namreč prehitro zanemarijo 82. člen slovenske ustave, ki govori o tem, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. Predvsem je potrebno pokazati s prstom na mariborska poslanca stranke SMC, ki sta glasovala proti lastni regiji. Kaže, da je veliko resnice v besedah župana občine Miklavž na Dravskem polju. Ne gre za občine kot inštitucije, ne gre za župane in ne gre za mestne in občinske svete, gre za ljudi. In če v tej državi, tudi v državnem zboru, ne bodo najprej imeli pred očmi ljudi, ne pa, tako kot zmeraj rečem, žepe lastniške, potem seveda je to hudo. Veliko prahu je v razpravi namreč dvignilo dopolnilo, ki ga je matični odbor sprejel na predlog mariborskih poslancev stranke SMC, s katerim bi se znižale koncesnine, ki jih hidroelektrarne plačujejo občinam. To bi v praksi pomenilo 10-milijonsko izgubo podravskih občin. Očitno gre za dogovor znotraj holdinga in seveda s politiko in to je pač to. Odgovor Dravskih elektrarn tako ni presenetljiv. Izida včerajšnjega glasovanja ne komentiramo. Še enkrat pa želimo pojasniti, da smo namero zakonodajalca videli v smeri ureditve enakih pogojev za delovanje hidroenergetskih družb v Sloveniji. Na včerajšnji seji je poslanec socialnih demokratov Matjaž Han spomnil tudi na morebitne sankcije Evropske unije, ki lahko sledijo nesprejetju sprememb energetskega zakona. Ta vlada že cel mandat ropota s temi zgodbami. To je treba takoj, kazen bo. Isto so ropotali leto dni nazaj, ko so hoteli še v bistvu bolj jajca odrezati Dravskim elektrarnam korist Teša, pa je takrat to poniknilo, pa potem ni bilo nobenega problema. Spremembe zakonov se po besedah poslanca Trčka nikakor ne sprejemajo na takšen način. Ne more se, in to je bil tudi problem, ne more se kar postaviti lokalne skupnosti pred neka izvršena dejstva. Zanimivo je tudi to, da največja politična stranka v drugem največjem mestu, potem ko se zgodi fiasko, ne da izjav. Še več, lokalni odbor celo priznava, da so iz Ljubljane dobili navodilo, da se medije preusmeri k njim. Do zaključka redakcije tudi iz Ljubljane nismo dobili nikakršnega odgovora ali vsaj komentarja na padec zakona, ki so ga predlagali.